Da vam povem par novih informacij glede mojega odhoda v Ukrajino. Majčkeno prestavljam ta odhod, ampak imam za to dobre razloge oziroma niti nimam veliko vpliva na njih, ker meni gre že kar malo na živce, ke ne grem že danes, bi šel raje danes ke jutri. No, danes sem bil na ukrajinski ambasadi, kjer sem se srečal s konzulom ukrajinskim, pa z eno punco, ki pač dela na tem humanitarnem oddelku. No, in zdaj so mi povedali, da humanitarno pomoč jaz lahko peljem preko ambasade ali pa direktno. Meni se to preko ambasade zdi boljš, je le nekako malo bolj uradno in tako naprej, tako da sem se takoj odločil, bom jaz to kar preko ambasade. No, ampak pol je pa problem, jaz sem zdaj hotel iti v nedeljo, ampak oni morajo pa vse to robo videti, popisati in tako naprej, in oni soboto, nedeljo ne delajo, tako da sem zdaj prestavil na ponedeljek. In v ponedeljek grem najprej k njim, da mi to popišejo, dajo papirje in potem grem naprej do madžarsko-ukrajinske meje, tam še na Madžarskem prespim, zjutraj pa zelo zgodaj prestopim mejo in v Ukrajino in proti Kijevu. Verjetno ne bom v enem dnevu prišel do Kijeva, tako da bom še nekje vmes prespal, ker ponoči ne smeš voziti, je policijska ura, ali kako bi temu rekli, tako da bo ta potovanje malo dlje časa trajalo, kakor bi v normalnih razmerah. Drugače pa zbiranje tele pomoči za Ukrajino gre super. Danes sem se dobil iz tiktokerko Klavdijo pa njenim Markotom. Na TikToku objavljata videe, pa sta me kontaktirali, da imata nekaj. In glede na to, da sem jaz mu danes glih pot na Štajersko, pa da sem šel na ukrajinsko ambasado, smo se pol mi v Domžalah dobili, kjer sta mi predala nekaj te pomoči. Zakaj sta jo dala, sem jih tudi posnel, si poglejte v nadaljevanju. Tole sta Klavdija in Marko. Čau, živijo. Tiktokerski par, ne, bi lahko rekla, ampak dobili smo se pa zato, ker sta se odzvala na mojo akcijo, ko zbiram pomoč za Ukrajino in se tudi bom v Ukrajino zdaj odpeljal. Tako da dobili smo se v Domžalah, dajte povedati, zakaj ste se vidva odločila, da boste pomagala. Ja, v bistvu midva sva že takrat, ko se je to začelo, donirala premajhna oblačila od najine punčke. To se jo tako zelo zna dotakniti, no, sploh to, ker se gre za majhne otroke, pa nasplošno vojna, ker mi se v bistvu ne zavedamo, kaj pomeni, da imamo mir, da se lahko sprehajamo tako prosto po cesti, brez da bi bili bombardirani, če lahko tako rečem. Tako da itak vsaka takšna akcija je za naju tako, morava to dati in ja. Tako da imava zdaj en manjši paket pleničk, ni ne vem kaj, ampak pač to sva rekla, da bova kupila in dala in pač, da se to tja nese. Super, jaz se vama najlep zahvaljujem. Klavdijo pa najdete na TikToku, pa poglejte njene zanimive videe. No, to sta bila Klavdija in Marko. Tako da hvala obema še enkrat. Zdaj pa naj povem, da včeraj je kar nekaj tega tudi pripeljala ena Poljakinja, ki živi v Sloveniji. Sploh ne vem, kje me je najdla, kako da se je ona to odločila, kako da mi to zaupa. No, in je rekla, da me že dolgo časa spremlja in ni imela nobenih pomislekov, tako da je pripeljala. Pol smo še tamle malo posedeli, se malo pogovarjali, tako da prav super punca,
tudi luštna, ampak to nima veze pri tej zadevi. Ampak taka res simpatična, pozitivna, luštna punca. Tako da je bilo prav luštno z njo podebatirati. Tako kot mrzdo mi prav, zakaj moram zdaj v Ukrajino riniti. Glejte, preprosto zanima me. Vem, da bo neka dobra izkušnja vse skupaj, čeprav bom zagotovo na kar nekaj težav na letu. Ampak glejte, že to pri zbiranju te pomoči, glejte, naletiš, spoznaš take ljudi, kot je ta Poljakinja. Zelo zanimiva punca. Tam bom spoznal v Ukrajini ljudi. To je neka, po mojem mnenju, neprecenljiva izkušnja. Tako da meni je to, mislim, da moram iti in tudi pomislim, da ne bi šel. No, pol, veliko ljudi me še kontaktira, da bi nekaj prispevali, sam bi zdaj jaz to punj mogel iti, pa nekaterim sem obljubil, da bom prišel, do vseh žal ne morem iti. Zdaj, po eni strani še fino, da se mi je prestavilo to za en dan, si bom vzel soboto, pa bom šel to malo okoli, do teh ljudi, ki imajo že pripravljeno, da to poberem. Eni mi kar sami pripeljejo sem, tako da imam že tamle kar nekaj stvari. Tako da fino to laufa, sem presenečen, tako da presenečen in hvaležen sem, ne. Tako da v tej priliki hvala vsem, ki ste karkoli dali. Zdaj, hvala tudi vsem, ki podpirate ta moj odhod v Ukrajino. Namreč ga ne vsi. Veliko dobim zelo nesramnih komentarjev, da pomagam, ne vem, fašistom, nacistom. Prvič naj povem, da jaz pomagam ljudem. Pol imaš zanimivo ene ljudi, ki pravijo, da sploh vojne ni v Ukrajini, da to snemajo filme in da to vse, kar mi na televiziji gledamo, da to je zrežirano. Mislim, s takim ljudmi se sploh nimaš kaj pogovarjati. Je pa zdaj, lejte, jaz bom tudi malo posnel, kako je v Ukrajini, objavil na svojem YouTube kanalu. Zato, če še niste naročeni, se naročite, samo tisti rdeč gumb, naročite se, kliknite, pa potem zvonček, popolnoma brezplačno. No, jaz to, kar bom objavil, vam povem, da jaz to ne znam montirati, jaz ne znam fotomontaže narediti. Tako da tisti, ki pravite, da v Ukrajini ni vojna, glejte moje YouTube videe, ki vam bom posnel porušene bajte, požgane in tako naprej, pa pol ocenite, ali je to fotomontaža ali ni fotomontaža. Samo povem vam, jaz ne znam fotomontaže narediti, tako da od mene sigurno ne more biti fotomontaža. Pol nekaj tudi teh ljudi, ki so za Ruse, in presenetljivo velikih je. Tako da s tem se tudi veliko ne obadam. Dajte pač, če ima človek neko svoje mnenje, ima svojega, jaz ga ne bom prepričal in tudi zakaj ga prepričeval, pač tako je in to je to. Tako da, lejte, tole sem vam hotel povedati. Upam, da čim prej pride ta moj odhod, ker res želim že iti. Drugače pa ne.
iskreno povedano, ni to tak feeling, ko grem jaz na Tenerife, ko grem v Bosno, ko sem šel v Turčijo pa Gruzijo z avtom. Pričakujem, da bo kar nekaj težav se nabralo. Tako da mi kdo tudi očita, vojna tam, ti boš pa tam potoval po Ukrajini. Glede, jaz tudi mislim, da tudi če bi šel sam na potovanje, da ne bi nobene humanitarne pomoči pelal, je to, vse ni to nič slabega za Ukrajino. Če ne drugega prikažem Ukrajino, ki bo konc vojne, si bo Ukrajina želela, da bo prišel kakšen turist k njim, prinesel kakšen denar in tako naprej. Jaz sem bil drugače že 2-krat v Ukrajini in mi je všeč. In bi v Ukrajino šel letos, tudi če ne bilo vojne. Ful sem si želel še enkrat Černobil pogledati, ker je to fantastično. Zdaj ga najbrž ne bo možno. Tako da to je to, kaj čem še drugega reči. Hvala, da me spremljate. Hvala vsem, ki ste mi pri tem pomagali, ki me podpirate. Tako da to bi bilo za danes. Ne se pozabite naročiti na moj YouTube kanal, pa spremljajte to, kar bom objavljal z Ukrajine. Nič, mejte se, adijo.